Danes v Pomurskem dnevniku. Mura boljša od Turnišča. Lahko se zgodi tudi tebi. Grožnja z bombo v gostilskem lokalu. Katastrofalna železniška nesreča. Vreme, jutri bo deževalo. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. 8. krog 3. slovenske nogometne lige Vzhod je minil brez večjih presenečenj. Vsa moštva na vrhu lestvice si niso dovolila spodrsljajev. Nafta je premagala Križevce, Beltinci Bogojino, Odranci pa so bili boljši od Polane. Tudi nogometaši Mure so po 2 remijih in porazu v tem krogu znova okusili slast zmage. Črno-beli so v Turnišču lovili prvo zmago po 3 neuspehih in jo tudi našli. Domačini so bili sicer od začetka srečanja boljši nasprotnik, v uvodnih minutah pa so se priigrali tudi nekaj polpriložnosti. Pri tem je kar 2-krat močno zadešalo po 11-metrovki, a se glavni sodnik srečanja Armando Šorli v nobenem primeru ni odločil, da pokaže na belo točko. Muraši so v 27. minuti preko Amadeja Maroše zabili praktično iz prve nevarne akcije na tekmi. Napadalec Mure je prejel globinsko žogo, nato pa dvoboju iz oči v oči z domačim vratarjem žogo elegantno podkopal in postavil končni zid prvega polčasa. Stanje moči se je v nadaljevanju srečanja nato povsem spremenilo. Črno-beli pa so preko Roberta Kureža že v 2. minuti drugega dela podvojili svoje vodstvo. Ja, res je, do zadetka smo igrali kot v nekem krču, potem ko smo zadeli, se igra nekako sprostila, potem v drugem polčasu smo si hitro zadeli drugi zadetek in tako je, mislim, da zaslužena zmaga. Da bodo 3 točke tokrat bržkone romale v Mursko Soboto, je postalo jasno v 62. minuti, ko je Luka Šalamun zabil še 3. zadetek za Muro. Do konca srečanja so imeli črno-beli še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, vendar so bili premalo natančni v zaključkih akcij. Eden najaktivnejših na igrišču, ki je v Turnišču dosegal 3. zadetek sezone, je bil Robert Kurež. Ekipa Murje je ukrepil pred začetkom sezone. Zdaj sem en lep čas tukaj. Jaz poznam te razmere, saj se spomnim tudi kot otrok, ko sem gledal po televiziji. Vem, kaj pomeni Mura za Prekmurje in pa seveda hvala lepa navijačem, da nam stojijo v težkih trenutkih ob strani. Prihodnjo nedeljo na Fazanerijo prihaja ekipa Autorajh Ljutomer, ki so jo črno-beli minulo sredo premagali v pokalnem tekmovanju. Sredo smo igrali z njimi pokal, ampak pokal je druga zgodba. Zdaj se je treba dobro regenerirati in pa glave zbistriti in se pripraviti na Ljutomer. Danes je svetovni dan brezdomcev. Ker število brezdomcev v Sloveniji raste, ima letošnji svetovni dan slogan Lahko se zgodi tudi tebi. V Murski Soboti društvo Mozaik izvaja socialno-varstveni program Zavetišče za brezdomne osebe. Kakšno je stanje na tem področju, pa nam bo v nadaljevanju povedala strokovna vodja zavetišča Murska Sobota Polonca Felicijan. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako kot sem dejala, lahko se zgodi tudi tebi slogan letošnjega svetovnega dne. Kaj pravite vi? Ja, ta slogan je predvsem mišljen v tej situaciji, da dejansko se naj ob svetovnem dnevu brezdomstva vsi zavemo, da smo vsi lahko ob določeni točki v življenju ranljivi, da se vsakemu v življenju lahko zgodi, da v določeni življenjski situaciji ostane brez finančnih zmožnosti, brez strehe nad glavo in takrat še kako potrebuje pomoč drugih. No, kot sem dejala na začetku, kakšno je dejansko stanje v Prekmurju, v Murski Soboti, nam lahko poveste vi iz prve roke, kdo je lahko vključen v zavetišče, koliko ljudi lahko sprejmete? V naše zavetišče za brezdomne osebe lahko sprejmemo 15 uporabnikov, od tega imamo 4 ležišča za ženske uporabnice, ostali so pa za moške uporabnice. Imamo tudi eno interventno sobo, kamor lahko sprejmemo 24 ur na dan, kolikor je postelja prosta. Dejansko pa lahko k nam pride vsak polnoleten človek, ki ostane brez namestitve. In kaj opažate v naši pokrajini? Kakšno je stanje? Se število brezdomnih oseb z leta v leto veča ali ne?
Glede, vsekakor se pojavljajo ljudje, ki ostanejo brez doma, so se in se še tudi v današnji situaciji z slabšanjem socialnih razmer, še posebej v Pomurju, ker je pač premalo zaposlitev. Dosti je ljudje, ki niso sposobni za delo in ostanejo brez socialne mreže, brez finančnih zmožnosti in takrat potrebujejo našo namestitev. Ljudje se nenehno obračajo na nas, s centrov na socialno delo se tudi obračajo, ali imamo prosto mesto. Smo vključeni tako lokalno v institucije, kot tudi se povezujemo v celotno mrežo v Sloveniji za brezdomstvo in nekako si med seboj tudi pomagamo. Vkolikor se pojavi en človek tu, ki pač potrebuje namestitev, pa nimamo prostega mesta, se potrudimo in se skušamo tega človeka namestiti pač v en drug center. No, kaj pa pomeni pravzaprav biti vključen v zavetišče? V zavetišče pri nas pomeni, da imamo obliko stanovanjske skupine, kar pomeni, da vsak, ki se vključi pri nas v zavetišče, se podpiše, da se strinja z našim pravilnikom bivanja, se tudi zavezuje k določenim pravilom, hišnem redu v zavetišču. Mi pa v zameno za to nudimo tako primarno pač nočitev, celodnevno oskrbo in tudi pomoč v psihosocialnem smislu, kolikor jo pač posameznik potrebuje. No, že sami ste povedali, da včasih preprosto zmanjka prostora. Program bivalne skupnosti izvajate pa tudi na lokaciji v Lemerju. Tako je. Lokacija v Lemerju je pa stanovanjska skupina, kjer uporabniki, ki so bili nameščeni v zavetišče za brezdomne osebe, so zmogli abstinirati, so zmožni tudi v osnovi poskrbeti sami zase, nimajo pa dovolj finančnih zmožnosti, da bi si lahko priskrbeli lastno stanovanje. Takšne potem vključimo v bivalno enoto v Lemerju, kjer sami skrbijo zase, sami kuhajo, sami pospravljajo, skrbujejo vrt in okolico. Mi jim pač psihosocialno pomočjo pomagamo v toliko, da zmorejo še vse ostale stvari, ki jih pač sami ne bi. Koliko je tam sedaj oseb, ljudi? Trenutno je 6 stanovalcev. 6 stanovalcev. Sicer pa imate velike načrte oziroma cilje za to bivalno enoto. Tako je. Mi smo v letošnjem letu poskrbeli za notranjo obnovo prostorov, mi smo materialno poskrbeli za barve, sami uporabniki so pa vse stvari prepleskali in obnovili, vendar tekom teh del smo ugotovili, da je dejansko celotna stavba potrebna tudi večje obnove, na ozvenju je potrebno prenoviti in zato smo se odločili, da bomo pač prijavljali na FIHO za fondacijo, da bi pridobili materialna sredstva za obnovo, na vse podjetnike in pa seveda samostojne osebe, ki pa imajo čut in odgovornost tako do lokalne skupnosti, kot tudi do socialno ogroženih ljudi, pa se bi radi obrnili splošno, da nam bodo pomagali s svojim strokovnim pomočjo, s svojim delom, da bi pač to obnovo skupaj zmogli. Kaj boste torej, kaj si želite obnoviti? Obnovili bi pa radi poročelje hiše, fasado, temelje bi prenovili in pa seveda streho bi predelali. No, sami ste povedali, da se obračate dejansko tudi na podjetnike, tudi na ljudi. Veliko dela bodo verjetno postorili sami stanovalci. Seveda, stanovalci bodo pomagali svojim delovnim vložkom, rabimo pa pravim to strokovno vodenje, da bi pač delo uspelo. Sicer pa morda kako se financirate? Financirani smo strani ministrstva, ki financirajo zaposlene, strani samih uporabnikov, ki plačajo za bivanje, celotna oskrba bivanja mesečno stane v zavetišču 250 evrov. Se pravi, tole v Murski Soboti? Tako, v Murski Soboti 100 evrov sami uporabniki plačajo, tisti, ki pač prejemajo denarno socialno pomoč. Za 150 evrov poprosimo lokalne občine, da je pač pristojne za vsakega občana, da sofinancirajo občana. Hkrati se pa tudi prijavljamo na različne razpise, ki jih objavljajo občine ali pa druge organizacije, da pač pridobivamo sredstva za projekt. Isto je tudi v Lemerju? Lemerje spada v bistvu pod enoto zavetišča, tako da se financirani iz istega. Hvala lepa, upamo, da se bo vse dobro išlo in hvala za obisk. Hvala tudi vam za povabilo. V soboto zvečer je v središču Murske Sobote zavladala panika. Neznanec je po telefonu javil, da se v gostinjskem lokalu Bunker na Slovenski ulici v Murski Soboti nahaja eksplozivno telo.
Policisti so takoj zavarovali območje v okolici gostinskega lokala ter preiskali lokal. V preiskavi eksplozivnega telesa niso našli. Šlo je namreč za lažni alarm. Čeprav se lažna prijava za podtaknjeno eksplozivno telo morda zdi prijavitelju zabavna, tovrstne potegavščine niso hec. Dejanje se smatra kot kaznivo dejanje zloraba z namen za pomoč in nevarnost, ki se lahko kaznuje tudi z zaporom. Kdor namreč zlorabi z namenja za pomoč ali z namenja za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do 3 let. V Mariboru so izvedli obsežno reševalno vajo, šlo je za železniško nesrečo katastrofalnih razsežnosti. Sodelovalo je okoli 350 ljudi, aktivirani so bili tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona. Na Dravskem mostu v Mariboru je prišlo do trčanja potniškega in tovornega vlaka. Posledice so bile katastrofalne. Veliko ljudi je bilo poškodovanih, mnogo ujetih v vagonih, nekaj jih je popadalo v Dravo. S tako obsežno reševalno vajo so reševalne službe preverile postopke in usposobljenost v primeru tovrstne nesreče. Predpostavka predvideva trčenje potniškega vlaka in kompozicije tovornega vlaka. Zdaj situacija je na težko dostopnem terenu, potniški vlak obtiči celo na visokem mostu čez reko Dravo. Imamo večje število udeleženih, 40 smo jih morali rešiti, nekaj težje poškodovanih, nekaj lažje, nekaj jih je treba samo moralno podpreti, psihološka pomoč. 2 delavca sta med sanacijskimi deli na mostu obvisela, jih je bilo treba reševati iz višine. 2 potnika popadata celo v reko Dravo, reševanje poteplačev, reševalcev na vodi. Sicer pa v območju trka tehnična intervencija pomeni reševanje s pomočjo tehničnih pripomočkov, gašenje požara v samem trku, lokomotiv in na koncu na kompozicije tovornega vlaka še iztekanje nevarne snovi. Sodelovalo je okoli 350 ljudi, med njimi gasilci, policisti, zdravstveni delavci, gorski reševalci, potapljači, vojaški helikopter, reševalni psi in intervencijski vlak Slovenskih železnic. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Gornja Radgona, ki so pomagali s svojimi specialnimi vozili in znanji. Včeraj je potekal tradicionalni dan odprtih vrat Avtomoto kluba starodobnih vozil Goričko z bratvijo grozdja na Kuzmi. Nedeljsko jesensko srečanje je že vsakoletno praznovanje, ki je vključeno v program Avtomoto kluba starodobnih vozil Goričko. Srečanjem starodobnih vozil z bratvo grozdja člani zaključijo sezono. V Kuzmi se je včeraj izbralo nekaj čez 70 udeležencev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. V letošnjem letu člane čaka še martinovanje v Gederovcih in kot vsako leto zaključni sestanek članov v decembru. Kot so sporočili iz kluba, je pozimi čas, da se jekleni konjički malo spočijejo in pripravijo na novo sezono, ko bodo starodobna vozila zopet veselo vozili in jih razkazovali v vsem svojem blišču in sijaju po domovini in tujini. V sklopu prizadevanj za občanom prijazno občino je Mestna občina Murska Sobota že pred leti ponudila storitev pomoč občanu. Ta je občanom ponujala možnost, da so s svojimi vprašanji, idejami in predlogi soustvarjali življenje v občini. A očitno je temu konec. Zakaj, pišejo na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Pa si poglejmo, spoštovani, še ob koncu naše dnevno informativne oddaje, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh.
Danes je bilo oblačno, občasno je deževalo. Opoldne so 8 stopinj Celzija izmerili v Krajinskem parku Goričko, stopinjo manj je bilo v Lendavi in v Murski Soboti, 6 stopinj Celzija pa je termometer pokazal v Radencih. Jutri bo oblačno, padavine bodo do večera povsod ponehale. Pihal bo severovzhodni veter. Na Primorskem bo po večini suho in občasno delno jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najnižje jutrajne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro deževno, temperature se bodo gibale okoli 6 stopinj Celzija. Čez dan bo še oblačno in deževno. Precej hladno bo, saj se bodo temperature povzpele le do 9 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Čez dan bodo termometri pokazali okoli 14 stopinj. V petek bo ponovno oblačno vreme. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu. Sicer pa preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.